Dr. Dušan Nečak je zgodovinar in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Ukvarjal se je z mnogimi področji. Slovenijo, Jugoslavijo, s časom med obema vojnama, s časom med vojno in po vojni. Ukvarjal se je z begunci, manjšinami, zgodovinskim spominom, predvsem pa se je ukvarjal z ljudmi v času in v prostoru. Na svetu pa nismo samo ljudje, tukaj so tudi štirinožci, ki so profesorju Nečaku nekako popestrili življenje in stopili v njegov svet. Govorimo o reševalnih psih. Profesor Nečak je častni član Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije in podpredsednik Svetovne organizacije vodnikov reševalnih psov. In tudi sam ima reševalnega psa in je vodnik. Povejte mi, kako daleč v zgodovino pa sega ta vloga psa reševalca? No, v globoko zgodovino lahko rečemo. Čeprav je treba ob tem takoj povedati, da reševalni psi v današnjem smislu niso tisti reševalni psi, kot jih poznamo iz stoletij nazaj. Če bi bil lahko bolj natančen, bi rekel, nekako v sredini 17. stoletja se začenja nastanek reševalnih psov v švicarskih Alpah v bližini Gros St. Bernard, kjer so imeli menihi vzrejo tako imenovanih bernardincev. Najbrž ga mnogi poznajo bernardinca, to je danes velik, močen, težek, za nekatere celo okoren pes. Takrat pa to ni bil takšen pes, ampak je bil to dosti manjši, okretnejši, lažji seveda. In v tem samostanu so imeli množico teh psov, ki so jih spuščali na prostost, torej so se prosto gibali. In če je kakšen od popotnikov v švicarskih Alpah, v tej bližini, zašel in naletel na psa, ga je ta pes potem pripeljal, ne rešil, ja, objektivno, ampak ga je pripeljal do hospica, torej do samostana. To pravim, to je tam približno v prvi polovici 17. stoletja. Kasneje pa na žalost ali pa k sreči, kakor vzamemo, iz katere plati gledamo, so pa reševalni psi bili v službi, pa tudi ne pravi reševalni psi, ampak vendar v službi vojske. In šele tam nekje sredi 19. stoletja imamo zlasti v nemški vojski celo množico psov, ki so jih uporabljali v glavnem kot sanitetne pse. In tam okrog leta 1890 je eden od nemških strokovnjakov za pse, eden od nemških kinologov, ustanovil celo društvo Deutsche Verein für Sanitätshunde. Teh psov je bilo veliko, pomagali so ranjencem, no pravo reševanje, recimo vsaj podobno temu, kar imamo danes, pa imamo šele pravzaprav dovolj kasno, tam nekje ob koncu druge svetovne vojne. Se pravi, zelo pozno se je začelo premišljeno šolanje takih psov. Ali so bile kakšne pasme posebej primerne, oziroma kaj je bilo pri pasmi psa pomembno? A je bil to voh, a je bila to čuječnost, poslušnost? Katere atribute bi izpostavili pri šolanju takih psov? No, ena od bistvenih razlik med klasično kinologijo in šolanjem reševalnega psa je ravno v tem, da mi pravimo, torej reševalci, da za nas ni pomembna rasa. Ni pomembna čistost rase. Za nas so lahko kakršnikoli mešanci tudi pravi. Seveda pa so nekateri kriteriji, ki jih je treba imeti pred očmi, kadar se odloča za imeti reševalnega psa. V glavnem pravimo, to so srednje veliki psi, tipa nemški ovčar, labradorec, golden retriever, flatcoat retriever in podobne pasme. Kot anekdoto pa lahko povem, da je recimo bila pred mnogimi leti svetovna prvakinja za iskanje v ruševini ena Japonka, ki je imela malega jazbečarja. Torej tudi s tem se da narediti marsikaj. V vojski nemški so pa
bili najbolj uporabni, ali pa so jih največ uporabljali, RDL-ski terierji. Kasneje pa se je ta, bi rekel, fokus katerega psa, kakšnega psa, katere rase psa naj bi imeli za reševalca preusmeril v nemškega ovčarja, da bi danes, kot rečeno, lahko bil to pravzaprav katerikoli srednje velik pes. Ampak ti reševalni psi imajo nekakšne kategorije. Nekateri so šolani za to, da rešujejo izpod ruševin, nekateri iščejo celo mrtve osebe, nekateri iščejo izpod plazov. Kako se odločimo oziroma kako izberemo psa, za kaj je primeren? No, najprej še dodatek k prejšnjemu vprašanju. Seveda najpomembnejši pri psu je voh. Na tem gradimo. To je njegovo orodje, s katerim dela, in to je tisto, kar pravimo, to je nenadomestljivo. Ni tehničnega orodja, ki bi nadomestil pasji voh. Med reševalnimi psi je seveda odločitev, kaj bo pes iskal, individualna, in je odločitev njegovega vodnika ali skrbnika, se zdaj po novem reče. V društvih reševalnih in na kinološki zvezi se šolajo psi za več disciplin, pravimo. Lahko za lavinske, lahko za ruševinarske, lahko za iskanje pogrešanih v naravi, lahko za reševanje iz vode, in v zadnjem času tudi imamo mantrailing, to je tisto, kar ga mnogi poznajo iz ameriških kriminalnih filmov, ko policija išče pobegle kazence z bloodhoundi po gozdovih. Pravim individualno. Če izhajam iz svojega pedigreja, če smem temu tako reči, jaz sem prvi izpit naredil s psom za lavinskega psa. Nekateri inštruktorji pravijo celo, da je izpit za lavinskega psa najenostavnejši za psa, ne za vodnika. Enostavno zato, ker ni nobenih motečih elementov v snegu. Je samo vonj po človeku. V Evropi, kolikor jaz poznam, so samo češki kolegi, ki šolajo pse za iskanje mrtvih. Drugod, pri nas tudi, se nismo odločili za iskanje mrtvih, kajti pri iskanju v ruševini ali pa kjerkoli drugod, kakršnekoli v lavini recimo, smo odvisni od časa. Vsaka sekunda, lahko rečemo, vsaka minuta je zelo pomembna in dejansko bi bila izguba časa iskati mrtvega, čeprav za svojce je pa seveda tudi mrtev najden človek zelo, zelo pomemben. Se pravi, gre za prioriteto. Najprej poiskati žive in potem še druge. No, naši psi, te, ki jih imamo v Evropi, drugod po Evropi, se obnašajo praviloma popolnoma drugačno, če zavohajo mrtvega psa. Medtem ko večina naših psov nakazuje najdbo z laježem, pa te, če najde mrtvega, če zazna mrtvega, se začne vrteti v krogu ali začne cviliti ali poskakuje ali gre nazaj k vodniku. Skratka, drugače se obnaša. Koliko časa pa traja šolanje takega psa? Nagradno vprašanje. Nagradno. No, povprečno pravimo 3 leta. Začnemo z malim kužkom, 2 do 3 mesece starim v igri in potem nadaljujemo do najvišje stopnje. Približno takale je časovnica reševalnega psa. 3 leta ga šolamo, od 3. do 8. leta dela, je v vrhuncu svoje aktivnosti, po 10. letu pa skoraj noben kuža več ne dela. Ampak to, da dela, da je na vrhuncu svoje aktivnosti, pomeni, da se je treba z njim ukvarjati kaj? Vsak dan, nekajkrat na teden? Odvisno od tega, kaj razumete pod ukvarjati se.
ukvarjati se treba ves čas. Ves čas. Ja. Ampak mislim, Ampak tako šolanje, ciljno. Tako. Ciljno šolanje je pa običajno enkrat ali dvakrat tedensko, po 2 uri približno traja en trening, kot pravimo. Seveda je pa fajn, da ne zgubljamo možnosti, če gremo recimo na izlet s psom. In ga v drug prostor, neznano. Rečemo, hop gor, skoči to, naredi to in tako naprej. Kajti, morda je vredno tudi to poudariti, ne šolamo pse, oziroma ni edina disciplina delo z nosom, kot pravimo. Ampak je treba poleg tega poznati tudi vrvno tehniko, nekaj gradbenih zadev, veterinarsko prvo pomoč, humano prvo pomoč. Skratka, šolamo tudi vodnika, ne samo psa. In zato pravimo, vodnik in pes sta tim. En brez drugega ne pomenita nič. To je zelo lepo, se pravi sodelovanje človeka in psa, samo sodelovanje torej lahko vodi k uspehu. Ne more biti dober pes, slab vodnik in obratno. Tako je. Ja. Kdaj pa ste se vi odločili, da postanete vodnik psa? A je bil to kakšen poseben dogodek? Koliko časa to že počnete? No, zdaj sem izven aktivnosti, nisem več aktiven. Enostavno leta prinašajo svoje, to je eno, in drugo, mnogo je mladih, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, in oni so bolj poklicani kot mi, starejši. Poseben dogodek je to, kar ga poznamo vsi, ki smo starši. Ko otrok začne drežnati, imel bi psa, imel bi psa, imel bi psa. Ga bom čuval, ga bom vodil na sprehode, mu bom dajal jesti, bom skrbel za njega. Nekaj časa so se ženo pač upirala. Pred mnogimi leti, pred 35 leti upirala, no končno je pa le prišlo do tega, da je Mirka, naša hči, dobila svojega psa, oziroma da smo ga vsi dobili, našega prvega Marka, našega prvega labradorca. In ker je bil dober pri kinološki izobrazbi, torej pri poslušnosti, so me povabili v društvo, takrat je bil to kinološko društvo Krim, če bi se šel reševanje. Jaz sem takrat star 40 let, sem rekel, poslušajte, jaz sem starata za te mlade 17, 18, 19 let stare vodnike, no, ampak vendar tako sva začela in tako sva potem plezala po lestvici šolanja na eni strani, na drugi strani pa tudi po lestvici funkcij, ki sem jih opravljal. 17 let sem bil podpredsednik Svetovne organizacije IRO, ki je specialna organizacija, ki se ukvarja samo z šolanjem reševalnih psov. V Sloveniji imamo tudi organizacijo, ki se ukvarja z vodniki reševalnih psov, z reševalnimi psi. Kako deluje? V Sloveniji imamo 2 krovni organizaciji, lahko rečemo. In sicer imamo na eni strani Kinološko zvezo Slovenije, ki je bila nekoč edina in je pokrivala vse. Tam nekje v začetku, v prvi polovici 90-ih let ali točneje 94. leta, smo se pa nekateri vodniki, ki smo vsi začeli pri kinologih, pravimo, smo se odločili, da bomo ustanovili svoje društvo, kajti tako kot je eno leto prej, 93. leta, Svetovna kinološka zveza ugotovila, da je reševanje nekaj posebnega, da je za reševanje potrebno posebno šolanje, in je ustanovila ta International Rescue Dog Organization ali Internationale Rettungshunde Organisation v Štokholmu. No, 94. leta smo mi ustanovili Društvo vodnikov reševalnih psov, priključili so se nam še nekateri drugi klubi oziroma društva na Obali, v Mariboru in drugod. In tako sta nastali 2 zvezi. Ena je Zveza društv vodnikov reševalnih psov, ena je pa Kinološka zveza Slovenije. Če se ozrete v svoje aktivno delo s kužkom, z reševalnim psom, kaj štejete za največji podvig ali največji dogodek z njim? Nesporno je bilo to
reševanje pri katastrofalnem potresu avgusta 1999 v Turčiji. To je bilo psihološko, fizično in sicer najtežje, najbolj hudo in največ, bi rekel, notranjega zadovoljstva nam je to dalo. Čeprav živih ljudi nismo prav veliko našli, smo pa videli, kaj pomeni, tako kot je bilo zdaj pri Krasov, pri požaru, kako so ljudje bili hvaležni, tako so bili Turki hvaležni, kako smo mi prišli z 40-člansko mednarodno ekipo reševati v Jalovo in Gülčuk. Se pravi, solidarnost še vedno šteje in solidarnost znamo vsi ceniti. In ali si želite še kakšnega kužka reševalca v prihodnje? Želim si ga, Ja. ampak realnost je drugačna. Tudi ne bi bilo fair, da bi jaz na stara leta, fair mislim do mojih kolegov reševalcev, se usiljeval zdrav. Jaz sem svoje naredil, jaz upam, da dobro, oziroma vsaj nisem škodil in nisem slabo delal, in upam, da bojo mladi to znali nadaljevati. Res pa je, ker pravimo, solidarnost je osnova vsega, humanitarna dejavnost je pa temelj našega dela. Mislim, da s to lepo mislijo lahko zaključiva ta najin kratek pogovor in zahvaljujem se vam. Hvala za povabilo.